Živijo YouTube, kako smo? Alenka je tukaj. Sem tukaj, da bom z vami govorila o začetku svoje fotografske kariere. Kako se je vse skupaj začelo? Precej komplicirana zgodba. Zelo nenavadni vložki. Kje objektiv pa imaš? V srednji šoli je bilo prvič, da sem jaz dejansko začutila nihče. Meni je trebuhal neki metuljčki, ki so meni povedali, Alenka pa celo hoče nekaj početi. Zaradi tega, ker jaz sem tako najbolj flegmatična oseba na svetu, oziroma sem bila še bolj v preteklosti, ne morete verjeti. Mislim, da je bil 2. ali 3. letnik srednje šole. Moj bivši fant je takrat kupil DSLR, te črni, ki jih vedno vidite, ki imajo velike objektive in ki izgledajo pač ko ene. Meni se je to zdelo nekaj najbolj izjemnega na celem svetu. Ne vem zakaj, ne vem kaj me je takrat gnalo, ampak zdelo se mi je magično, čarobno. Zdelo se mi je, da bi jaz v tem bila dobra in da bi mogoče to probala. No, takrat si tudi vse ustavili zaradi tega, ker se je bilo treba vpisati na fakulteto in sem jaz sicer zbrala sem algo, bravo, Alenka, ampak ko je prišlo do sprejemnih izpitov, se meni pa nisem sanjala, kaj bi mogla tam početi. In posledično smo dobili navodila, neko nariš, oblikuj figuro iz vseh strani. Nisem mi sanjala, kaj hoče od mene in sem mu dala kar nekaj in bila jasno zavrnjena. Brez zamere alvo. In potem se je vse polegalo. Jaz sem se vpisala na filozofsko fakulteto. Želel pa se je premikati spet potem, ko mi je moj ati kupil za presenečenje digitalno refleksni fotoaparat. Jaz sem bila toliko srečna, sem se zjokala na mestu. Kaj se je zgodilo pol? Fotografija ni preprosta, tako kot nobena stvar ni preprosta, ki se jo moraš na začetku naučiti. Vsa moja motivacija je izpuhtela nekam v oblake. In pa se nekaj groznega zgodilo, nekaj, kar še zdaj ne rih obžalujem, ampak je skoraj izgrenk spomin in sicer moj fotoaparat, moj Nikon, je ležal v omari v študentskem domu približno 2 leti. Približno 2 leti. S tem, da takrat dejansko, ko sem jaz Nikona vzela ven iz omare in se odločila, da mogoče bom pa spet malo slikala, je dejansko je smrdel po vlagi, rahlo je smrdel po plesni. Nadaljevalo se je tako, da so me v bistvu je bilo pa to, da so me opazili v študentskem domu, ker sem živela in sem ta moment. In so oni opazili, ti imaš fotoaparat, ker kar naenkrat čutiš, ko imaš fotoaparat, ko imaš čisto stvar, ki dela. Pa kar ste mislili, da ti pa obvladaš, ti pa znaš slikati, ti pa si dobro slikaš, ti imaš pa ziher hude slike. No, in so se odločili, da bom fotograf nanjega doma in sem potem bila. Ampak sem jaz prišla do točke, kjer spoznaš, da v bistvu, ko si soočen z momentom, ko moraš nekaj slikati in posneti, in da ne veš, da se bo flash sprožil, ali bo zatrokiral, ali bo nekaj eksplodiral, pač rada stresno. In ko imaš eno stvar rad, ko misliš, da si v nečem dober, oziroma da potencialno lahko radaš v nečem dober in v tem fejlaš, oziroma vidiš, da nimaš pojma in te je sram, da imaš sploh fotoaparat v roki, no potem se zgodi to, da se zares začneš učiti. V bistvu je bil vse samo YouTube. Ne, da delam reklamo, ampak dejansko nisem prebrala ene knjige. Nisem se z nikomor dobila, nihče me ni dejansko učil, razen ker smo par besed izmenjali. Ni bilo tega, da bi rekla, da sem od nekoga tako s poudarkom pobrala veliko znanja. Tega ni bilo. Priznam, še zdaj se moram vračati na YouTube, da znam kakšno stvar narediti, ker se zmedeš, pozabiš, to je normalno. Naslednji korak je bil to, da mi je v bistvu en moj kolega takrat poslal link v smislu, kad se ti pa slikaš, a ne, mogoče te pa zanima tole, ponudba za telo. Je sicer en portal, nima veze zdaj kjer portal, čeprav bi lahko povedala. V glavnem, ta portal je iskal nove fotografe. Jaz sem se prijavila, bacala sem se v rit. That's what we do. In ja, vzeli so me.
Tam nisem dolgo slikala, ampak se je hitro stvar nadaljevala, lik zato, ker se je obrestoval in sem opazila takrat že drugi. Pustimo zdaj to zgodbo. Kar sem počela vmes je predvsem to, da sem zagrabila vsako priložnost, ki sem jo dobila. Slikala sem doma, vsak trapast piknik, vsako brezvezno kosilo. Brezvezno. Vse, kar se je dogajalo doma, svojega psa Lesija, vprašaj enkrat Viti, ker sem te skozi slikala. Slikala sem hišne ljubljenčkov drugih, slikala sem portrete kolegov, slikala sem poroke sem začela slikati, to je zelo pomembna stvar. Takrat res daš vse od sebe. Slikala sem sebe, avtoportrete. Ne na narcisističen način, ampak preprosto se moraš naučiti retuše in če en mesec nimaš modela, pa slika sebe. Moja zgodba se še nadaljuje, ampak nauk vsega je, karkoli te veseli, ni treba, da je fotografija. Če ti je všeč, zagrab to, ne sed. Če boš sedel tako, kot jaz zdaj sedim na tem stolu, dobesedno ves čas, ne boš dosegel nič, ne boš se premaknil, tvoja okolica bo vedno ista, počel boš iste stvari, nič ti ne bo padalo v roke. Razen mogoče hrana iz hladilnika, ki je za tabo, za mano. In pač vse, kar bo je to, da se boš razlezel, tega najbrž nočemo. Ali pač. V bistvu so to samo spolni empatiji, ker brez tega se preprosto ne moš oblikovati. Zakaj zdaj filozofiram? Jaz se res opravičujem za tole obupno svetlobo, boste rekli, da sem res najslabši fotograf na svetu. Za prvi video mi oprostite. Do naslednjega videa. Lepo se imejte. Hvala, če ste zdržali z mano do konca. Upam, da sem komu kaj pomagala. Moram se enkrat las dotikati. Lepo bodite, jaz sem Alenka, Orion Lady. Čau.